Dobro jutro. Jaz vem, da sem to foro že enkrat ponudil, ampak če imaš pred bajto BMW M2, pa če jutro, je cold start edini prav način za začetek dneva. Ok, zdaj pa tako. Vedno, ko se ljudje srečajo s tem avtomobilom, je eno prvih vprašanj, koliko je kaj že? Glede na to, da je bilo športne vožnje kar velik, je avto popil med 15 pa 16 litri na 100 km. Zdaj sem pa na avtocesti na poti proti Ljubljani. Vklopil bom tempomat, hitrost nastavil na 130 km/h, pa da vidimo, kaj bo potovalec v Ljubljani pokazal. Ta prva stvar, danes zjutraj malo terenskega dela. Tista zelena stvar, ki se pa približuje, je pa Škoda Octavia RS. Dizelska s 4-kolesnim pogonom. Kar orank stvar. Evo, tako zadeva upravljena. Jaz pa Jure sva se dobila na enih takih hitrih ovinkih, sva naredila dinamike za Octavio RS, zdaj pa v pisarno. Tako, zdaj pa zares konc druženja z M2. Dio M2. Ej, a veš, kaj sem se jaz zdaj usedel? V prenovljenega Renault Cliota. Jaz ne vem, koliko se kaj spomnite, kakšen je bil Clio pred prenovo. Ampak tale ima recimo prenovljeno masko, odbijač, pa tudi žarometi so novi. Kar se oblike tiče, zadek ne prenaša kakšnih novih sprememb, se je pa par stvari spremenil pod njegovo pločevino. Je pa ta avto zdaj po novem na voljo tudi 110 konjskim dizlom v povezavi z ročnim menjalnikom, pa še en motor je nov 120 konjski benciner. Tudi ta z ročnim menjalnikom. Ja, sem že malo dolgočasen, ne? Ok, povem samo še to, da je na voljo tudi par novih barv, Renault je pa obljubil, da bo tudi kvaliteta notranjosti malo boljša, kot je bila do zdaj. Takole na prvi uče ta armaturka res malo mehkejša, kakšnih drugih vidnih sprememb pa drugače res ni. To v bistvu pomeni, da Clio ostaja prijeten avto, luštnega videza, ki je razmeroma dobro opremljen, zelo udoben, pa mogoče bo zdaj naprej v Sloveniji še malo bolj priljubljen. A zakaj bo še malo bolj priljubljen? Zato, ker ga bojo od februarja meseca 2017 naprej izdelovali tudi v revozu. To pomeni, da bo malo tudi slovenski. Še sem pozabil povedati, ta avto bo od prenove naprej tudi malo pametnejši, kar se multimedijskega vmesnika tiče. Čak pa še nekaj. Ja, sam bo znal parkirati. Ok. To je to. Drugače pa je malo narodno, če imaš Cliota RS, tukaj da ga malo pokažeš, pa se avto v bistvu sploh nikamor ni odpeljal, ampak vseeno pa feltno že popraskano. Ja, vam povem eno zanimivo štorijo, v katero je tako zelo posredno vpleten tudi Tim Gajser. Mene je Stane Bevc, to je lastnik gostilne pri Bevcu Lukovci, klical, če imam jaz še ene fotografije mojega očeta, ko se je tukaj na Brdu pri Lukovci odvila ena prvih, če ne mogoče celo prva motocross dirka v Sloveniji. V začetku je bil to še bolj moped cross, ampak veš, nekje se mora začeti. In tukaj imam slike. Aj zdaj. Vidiš tega tukaj? To je Ciril Komotar starejši. Le ga tukaj zastavo zamahno in to so bili prvi tekmovalci te prve dirke. Evo jih, junake. In kaj ima zdaj to veze s Timom Gajserjem? Je stari lej, en je moral biti, ki je ta šport pognal, iz nič do ful. In če držijo ta prave informacije, potem ima moj oče kar veliko vlogo tukaj zraven. Ja, korenine slovenskega motokrosa so med drugim tudi v Lukovci. In pa se peljem iz Ljubljane. Domov in me začne nekaj zvijati. Ene 4 driske pa 2 bruhice, kasneje sem že malo boljši. Zdaj pa ne vem, kaj je bilo narobe. Vse možnosti sta samo 2. Virus ali pa futer. Še zdaj ne vem, a je virus ali futer. Vem pa to, da sem krhin. Pa valjda sem pozabil povedati, koliko je pol porabil M2. Na avtocesti 8 litrov pa pol. Če sem dal pa zraven še malo mesta, pa običajne vožnje, pa tam ene 11. Mogoče kakšen diti čez.